Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Ja, prijazno pozdravljena, Elza. Pozdravljena. Ja, lepo. In kot nalašč, namreč v današnji pravljici bomo spoznali nikogar drugega kot Elzo in Ano iz Disneyjeve uspešnice Frozen Ledeno kraljestvo. Princesi bosta iskali reko skrivnosti. Prav zanima me, če jima bo uspelo najti reko, ki pozna vse odgovore v preteklosti. Tudi tebe zanima? Ja. Tudi. Zato predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici Ledeno kraljestvo, Ana, Elza in reka skrivnosti. Nekega večera je mama Ani in Elzi prepevala uspavanko, ki je govorila o reki, ki pozna vse odgovore v preteklosti. Ana se je pretvarjala, da spi, Elzo pa je že premagal spanec. Ko je mama odšla, je Ana zbudila sestrico. Pridi, greva poiskat to belo reko. Pusti me, je odvrnila Elza. Hočem spati. Ampak jaz imam 1000 vprašanj, je rekla Ana, in bela reka pozna vse odgovore. Ali ne bi rada izvedela, zakaj znaš čarati? To je Elzo povsem zdramila. Greva, je rekla. Kmalu zatem sta se že odkradli iz gradu in se napotili proti gozdu. Kako bova našli belo reko? Je vprašala Ana. Napeti morava oči, je odvrnila Elza. Poglej, je vzkliknila Ana. Mislim, da jo vidim. Sestri sta stekli proti lesketavemu odsevu v daljavi. A bil je le potok. Kaj pa zdaj? Je vprašala Ana. Potoček lahko vodi do reke, je odvrnila Elza. Toda potoček jo je pripeljal le do ribnika. Če bova prisluhnili, bomo morda slišali belo reko, je rekla Elza. In Ana je že zaslišala zvok teroče reke. In stekli sta v smeri zvoka. A našli sta le osamljeno skalo, okoli katere je glasno zavijal veter. Ko bi le lahko zaduhali belo reko, je rekla Ana. Kako bi pa dišala? Jo je vprašala Elza. Po odgovorih, je odvrnila Ana. In po jelenih? To je pa že smešno, je zastokala Elza. Sestrici sta uporabili vid, sluh in voh, toda bele reke še vedno nista našli. A nista še obupali. Nič ne vidim, je rekla Ana. Poskusi gledati z druge strani, je rekla Elza. Ure so minevale. Ana in Elza pa sta postajali utrujeni. Raziskovali sta naprej. Elza je našla star ščit, ki se je bleščal v mesečini. Mislila sem, da sva blizu, je rekla Ana. In skoraj sta že obupali. Takrat pa je veter dvignil Ano od tal. Njegova moč je deklici povsem presenetila. In Ana je z višine nekaj zagledala. Veter je nato Ano nežno spustil na tla in sestrici sta stekli proti beli reki. A namesto reke sta zagledali zasneženo goro, ki se je lesketala v jutranji zarji. Skoraj je že jutro, je rekla Elza. Še vedno nismo našli bele reke, je odvrnila Ana. Kaj bova storili zdaj? Zaspali, je odgovorila Elza.
Sestrici sta se zavedli, da ležita v svoji udobni postelji. Zjutraj pa je Ana stresla Elzo in jo zbudila. Greva iskat Belo reko. Ana, to je samo uspavanka, je rekla Elza. Pa vendar ni bila prepričana, ali so bile res vse samo sanje. Zdaj pa še jaz nisem popolnoma prepričana, če so to bile res samo sanje, ali sta res uspeli najti reko skrivnosti. Kaj pa ti misliš? Ne vem, po moje pa res. Najbrž ste jo pa res našli. Zanimiva pravljica, ne? In tako tudi Elza in Ana, ki sta bili zelo vztrajni ter odločni, da poiščeta reko. Bravo, princesi. Otroci, v mojem knjižnem kotičku lahko prisluhnete še pravljicama Princeska na zrnu graha in Trnulčica, kjer boste prav tako spoznali dve princeski. Pozdravček prav vsem, lepo se imejte. Čau, čau! A ti tudi greš? Pa ne pozabi pozdraviti Ane v mojem imenu. Adijo! Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V tokratni malce starejši ljudski pravljici bomo spoznali živali, ki si bodo v hudem mrazu poiskale toplo zatočišče. A kaj, ko je to zatočišče volnena rokavica, ki pa se bojim, da ni bila dovolj velika za vse živali. Ja nič, predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo ljudski pravljici z naslovom Rdeča volnena rokavica. Skrajno na severu, kjer se vse leto zadržuje sneg, je nekega dne nekdo izgubil rdečo volneno rokavico. Zgodilo se je nekaj dni kasneje, ko je mimo prišla drobcena miška. Zeblo jo je, njene tačice pa so ji med iskanjem zavetja skoraj pomrznile. O, čudovito, rokavica, se je razveselila miška. Najprej se je prepričala, da v njej ni nikogar, potem pa je vstopila. To je bila zdaj njena nova hišica. Kako je topla, je bila navdušena, ko je hodila po njeni notranjosti. Potem je od izčrpanosti zaspala v enem izmed njenih kotičkov. Malo zatem je mimo priskakljala premražena žabica. Raga, kaj pa je to? Se je spraševala, ko se je približala rokavici, ki je ležala na snegu. Kvak, kvak, je zakvakala žabica in v rokavico pomolila svoj nosek. Tedaj se je miška prebudila in jo povabila, naj vstopi. Objemi me, je rekla žabici, hitreje se boš ogrela. In žabica ni prav nič oklevala. In zdaj sta v hišici živeli obe. Zvečer je rokavico opazila sova. Je kdo tukaj? Je vprašala, ko se je približala. Moja krila so prezebla in boleča. Za nocoj potrebujem zavetje. Vstopi, sta jo povabili miška in žabica. Zdaj so bili v hišici trije. Na vse zgodaj zjutraj jih je prebudil strašanski ropot. Puf! Rokavica se je premaknila za nekaj metrov. Zajček se je, ne da bi bil povabljen, z velikanskim skokom prikradel v njihov dom. Zunaj je tako zelo mrzlo, se je opravičil za svojo vsiljivost. Živali so se nasmehnile in ga prijazno sprejele. Zdaj so v hišici prebivali štirje.
Kmalu zatem so v daljavi zagledali lisico. Od večdnevne hoje je bila povsem izčrpana. Ne smemo ji dovoliti, da se nam pridruži, prevelika je, so kotrnjale živali. Nekaj minut kasneje je lisica svoj smrček pomolila v rokavico. In zaradi njenega otožnega pogleda so si živali v trenutku premislile in jo povabile k sebi. Zdaj se jih je v hišici drenjalo 5. 5 živali pa se ni moglo udobno namestiti. Sova se je znašla na zajcu, čigar zadnjica je počivala med lisičjimi ušesi. Miška in žabica pa sta bili stisnjeni pod lisičji gobček. Med premikanjem pa se je nenadoma zaslišalo prrrr. Eden izmed šivov na rokavici je popustil in v notranjost se je prikradlo nekaj hladnega zraka. Toda živali so bile tako prepletene, da tega skorajda niso občutile. Popoldne je mimo prišel merjasec. Bil je premočen, povrh vsega pa je močno zaudarjal. Absolutno ne, ne moreš vstopiti, je rekla lisica. Zakaj pa ste vi lahko, jaz pa ne smem? Zunaj je strašansko mrzlo, je potožil merjasec. Živalim se je zasmilil, zato so mu dovolili vstopiti. Zdaj jih je bilo v hišici 6. Toda kakor hitro je merjasec vstopil skupaj s svojo veliko zadnjico, je popustil nov šiv. Prrrr. Miški, žabici, zajčku, sovi, lisici in merjascu je za trenutek zastal dih. Ampak rokavica je ostala cela in živali so olajšano zaspale. Ne boste verjeli, toda uro kasneje je mimo prišel velikanski medved. Prosim, tako me zebe in tako osamljenega se počutim, spustite me noter. Živali so bile dobrega srca, zato so ga spustile naprej. Očisti si tace, so zahtevale. Medved je ubogal, potem pa se je namestil. Zdelo se je, da bo rokavico razneslo. Šivi so se močno razlahljali, zato je bilo v njej več prostora. Zdaj jih je bilo v hišici 7. Nihče se ni upal premikati, praskati za ušesi ali kihniti. Nekaj minut je bilo vse mirno, potem pa je čisto potihem prišla mravljica. Nihče je ni opazil. Ni prosila za dovoljenje, ampak je, ne da bi povzročala hrup, kar vstopila. In pok! Rokavica se je razletela na tisoče koščkov. Ko so živali videle, da je mravljica kriva za katastrofo, so jo grdo pogledale. Mravljica pa se je namestila na medvedovo glavo in zaspala. In kako se je zgodba razpletla? Ja, poglejte kako. Tako, da so živali v daljavi zagledale malce večjo rdečo kapo. Le kaj se je zgodilo? Čudovita pravljica o gostoljubnosti. Živali so bile res prijazne in si pomagale. Je pa res, da so malce pretiravale in tako se je rokavica na žalost razparala. Ampak menim, da uboga mravljica res ni bila kriva za to. In seveda so si zagotovo poiskale zatočišče v rdeči kapi, ki pa je bila malce večja od rokavice. In upam, da jim je sedaj toplo in da se imajo lepo. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa prisluhnite še slovenski koroški pravljici z naslovom Mojca pokrajculja. Namreč tudi v tej pravljici so si živali poiskale zatočišče. Malce drugačnega. Bodite prijazni drug do drugega in lepo se imejte. Do naslednjič pa vam pošiljam en lep pozdravček. Ja, uboga mravljica.
Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Sloviti danski pravljičar Hans Christian Andersen je napisal mnogo čudovitih pravljic. In ena izmed njih je pravljica z naslovom Snežna kraljica. Pravljica o močni ljubezni med deklico Gerdo in dečkom po imenu Kaj. Je tudi tokrat ljubezen premagala zlo? Predlagam, da se čim bolj udobno namestimo in prisluhnemo pravljici Snežna kraljica. Nekoč je živel resnično zloben škrat. Izdelal si je zrcalo, ki je imelo nenavadne in čarobne moči. Čedni ljudje so bili v njem videti grdi in izmaličeni in vsako pomanjkljivost ter nepravilnost pa je strašansko povečalo. V oddaljenem koncu kraljestva tega škrata je bila šola za škratovske otroke. Škrat je podržal zrcalo pred sabo in poklical otroke. Poglejte, je zavpil, prav nič ne more uiti njegovemu blesku. Otroci so strmeli, ko je škrat usmeril zrcalo navzdol proti zemlji. Ljudje pod njim so v trenutku dobili srepe in hudobne obraze. Čarobna moč zrcala je bila tako silna, da je zmogla spremeniti tudi njihove misli. Zakaj bi morali biti ves čas dobri? So se nenadoma začeli prepirati. Nihče drug ni. Od zdaj bomo mislili samo še nase. Tako ali tako nikogar ne maramo. Nagajivi otroci so se gnetli okoli zrcala in si ga podajali. Leteli so vse višje v nebo. V koga bi ga še lahko usmerili? So cvilili in zrcalo znova usmerili proti tlom. Dajmo še enkrat! Vlekli so ga sem in tja, dokler se jim škratovo zrcalo ni izmuznilo iz rok. Na tleh se je raztreščilo na milijon koščkov, drobcenih kot zrnca peska. Lesketajoče se črepinje so se razletele daleč naokoli in se raztrosile po vseh kotičkih sveta. Škrat pa ni bil niti najmanj razočaran, temveč zadovoljen. Njegovo zrcalo je zdaj dobilo še večjo moč. Črepinje so bile namreč tako drobne, da so padle ljudem v oči, zato so se videli kot slabo in neprijetno. Nekaj drobcev je doseglo celo človeška srca. In od tistega trenutka so bila hladna, trda in nezmožna kogarkoli vzljubiti. Daleč v velikem mestu sta druga ob drugi stali hiši. V eni je živel fantek po imenu Kaj, v drugi pa deklica po imenu Gerda. Kaj in Gerda sta bila najboljša prijatelja, odkar sta pomnila. Njuni hiši sta bili tako blizu druga drugi, da sta se lahko videla skozi okno. Zjutraj je Kaj splezal k šipi in pomahal Gerdi v pozdrav. Vedno je čakala tam, veselo nasmejana. Zvečer je bilo enako. Prijatelja se nista nikoli odpravila spat, ne da bi si zaželela lahko noč. Po zimi, ko je bilo hladno in je šipe prekril led, je Kaj večkrat obiskal Gerdo. Sedela sta drug ob drugem in poslušala Gerdino babico. Kaj je te trenutke oboževal, saj je Gerdina babica znala pripovedovati najčarobnejše zgodbe. Poglejta, je rekla nekega dne in pokazala na snežinke, ki so se vrtičile zunaj. Bele čebele rojijo. Kaj in Gerda sta si potegnila odejo čez kolena. Imajo bele čebele kraljico? Je hotel vedeti Kaj. Babica je pokimala. O, seveda. Snežna kraljica je zmeraj tam, v središču vsake nevihte. V hladnih nočeh hiti po ulicah našega mesta. Vsakič, ko se ustavi, da pokuka skozi kakšno okno, se na šipi naredijo srebrni vzorci. Jih vidita? Kaj in Gerda sta stekla k oknu. Šipa se je lesketala, prekrita je bila z ledinimi rožami. Otroka je kar zmrazilo ob misli, da je snežna kraljica stopala mimo tako blizu njunih postelj. Kajeva in Gerdina družina sta si delili strešni vrt. Ko je prišlo poletje, sta se prijatelja pogosto zadrževala na tej terasi. Iz cvetličnih loncev na oknih so se vzpenjale cvetlice in čez tlakovce so se plazile in kodrale zelene vitice.
Vsako leto se je od ene do druge hiše dvigoval čudovit obok iz škrlatnih vrtnic. Kaj in Gerda sta nadvse rada posedala pod njim, nastavljala obraz soncu in vdihovala vonj vrtnic. Nekega dne sta prijatelji na terasi skupaj brala pravljice. Kaj pa je kar naenkrat skočil s stola. Au! Je kriknil. Nekaj mi je padlo v oko. Gerda se je hitro sklonila k njemu in pogledala, a videla ni ničesar. Kaj je znova zavpil. Tokrat ga je ledeno zaskelelo v prsih. Kaj pa je narobe? Je vprašala Gerda. Kaj je čemerno puhnil in Gerdo sunil s poti tako grobo, da je deklica od presenečenja obstala. V fantu se je nekaj spremenilo. En drobec škratovega čarobnega zrcala mu je priletel v oko, drugi pa se mu je zadrl naravnost v srce. Ko je Kaj zdaj pogledal v cvetlični obok, je videl samo čorve in ovenele liste. Kako grozno smrdi, se je posmehnil, utrgal eno od vrtnic in jo vrgel na tla. Kaj? Je kriknila Gerda. Kaj pa počneš? Kaj je z nogo poteptal vrtnico ter stekel v hišo. Od takrat se ni hotel nikoli več igrati z Gerdo. Deklica se mu je še vedno vsak dan smehljala z okna in mu mahala, toda Kaj ji ni nikoli pomahal nazaj. Njene igrice so se mu zdele trapaste, pa tudi časa za pravljice njene babice ni imel več. Njegovo srce je bilo vsak dan trše. Ko se je znova bližala zima, je bila uboga Gerda osamljena in žalostna. Ne glede na to, kaj je naredila ali rekla, je bil Kaj vedno strašne slabe volje. Nekega jutra ga je srečala na cesti, za seboj je vlekel sanke. Kam pa greš? Ga je vprašala. Smem s tabo? Kaj se ni ustavil niti toliko, da bi se ozrl čez ramo. Pusti me pri miru, je revsknil. Na glavni trg grem. Ni treba, da za mano hodi dojenček, kakršen si ti. Kaj je odgazil naprej. Ko je prišel do trga, je bil ta povsem zasnežen. Nekaj velikih fantov je teklo za kmečkimi vozovi, ki so drdrali čez tlakovce. Če so bili pogumni in dovolj hitri, so sani lahko privezali na zadnji del vozov in uživali v vožnji po ulicah. Tedaj pa so mimo pridrsele veličastne sani. Spredaj je prhal srebrnkasto bel žrebec in stresal glavo. Kaj je urno pritrdil svoje sanke na velike sani. Švist! Sani so zdrvele po trgu tako hitro, da je Kaju kar vzelo sapo. Močno se je držal, ko so zavile v stransko ulico. Beli žrebec je topotal naprej, vse hitreje, dokler ni prišel v rahel drnec, nato pa v galop. Kaj je poskusil odvezati svoje sanke, pa je bilo prenevarno. Že čez nekaj trenutkov so švignili skozi mestna vrata in naprej v gozd. Ustavite, je zavpil fantek. Prosim. Sani so se tiho ustavile. 1000 snežink se je strnilo in prikazala se je visoka, elegantna ženska. Kaj je videl njena ledeno modra oblačila in nazobčano diamantno krono. To je bila zagotovo snežna kraljica. Tista, v kateri je pripovedovala Gerdina babica. Snežna kraljica se mu je nasmehnila, se sklonila k njemu in ga poljubila na čelo. Njen poljub je bil hladnejši od ledu. In fantovo srce je zmrznilo do konca. V tistem trenutku je pozabil na Gerdo, svojo družino in dom. Snežna kraljica mu je pomagala splezati na njene sani. In kmalu so izginile v daljavi. Gerda je čakala Kaja, a ta se ni vrnil. Hodila je po trgu in vsakogar povprašala, ali je videl njenega prijatelja. Po glavi so se ji podile strašne stvari, ki bi se mu lahko pripetile, vendar njeno srce tega ni hotelo verjeti. Gerda je hodila in iskala naprej, vse dokler se ni znašla izven mesta ob reki. Voda je bila siva in hladna, med trstičevjem ob bregu pa je bil privezan čolnič. Ne vem več, kje bi ga še lahko iskala,
je zašepetala Gerda in razprla trstičevje. Morda pa me bo reka odnesla h Kaju. Ko je plezala v leseni čolnič, je razbijalo srce. Zbrala je ves pogum in se odrinila od brega. Ko je čolnič nosilo po reki navzdol, je klicala prijateljevo ime. Mnogo ur je tako plula, ko je zagledala ljubko, slamo pokrito hiško. Stara ženica s prijaznim obrazom je odprla vrata in pomignila Gerdi, ko je ta stopila iz čolna. Deklico je povabila v hišo in jo nahranila. Misel, da bi lahko nekoliko posedela na toplem, je bila nadvse vabljiva. Ampak Gerda je vedela, da mora nazaj v čoln. Kako bi lahko ostala tu, ko pa je Kaj še vedno nekje zunaj, na hladnem, sam. Čez čas je na rečnem bregu ob njej pristal Vran. Ko je skakljal proti njej, je Gerda presenečena ugotovila, da njegovo vreščanje in krakanje razume. Kam greš, deklica? Je vprašal Vran. Gerda mu je povedala vse o Kaju, fantku, ki ga je imela rada kot brata. Vran je pozorno prisluhnil vsaki njeni besedi. In nazadnje je Gerdo povabil, da gre z njim do imenitne palače v bližini. V tej palači živi princesa, je pojasnil ptič. Pred kratkim se je poročila z mladeničem, ki se mi zdi takšen kot tvoj prijatelj. In tam živi tudi moja nevesta. Prepričan sem, da naj bo nekako spravila v palačo. Prosim, odpelji me tja, ga je prosila Gerda. Tega trenutka ni smela zamuditi. Vran je poskakoval in prhutal čez sneg, Gerda pa mu je sledila. Preden sta prišla do palače, se je že znočilo. Gerda se je splazila skozi vrata, ker je nanjo čakala Vranova ljubica. Sem, je rekla ptica in je odvedla po zavitih kamnitih stopnicah. Princesa in princ sta se že odpravila spat. Gerda je vzela svetilko in se odpravila v visoko sobano, čisto na vrhu visokega stolpa. Na žeblju ob vratih je visel zlat ključ. Kar se da tiho je deklica vzela ključ in ga obrnila v ključavnici, upajoč, da za vrati spi Kaj. Sredi sobane sta pod kristalnim lestencem stali dve visoki postelji. Na tisti bliže oknu je spala lepa princesa, zavita v debelo pernico slivaste barve. Gerda je posvetila proti speči postavi v posteli bliže sebi. Kaj, si to ti? Je zašepetala. Postava se je obrnila in prebudila. V polmraku je videla mehko rjave lase in breskovo rožnata lica, zelo podobna Kajevim, vendar ni bil on. Fant je mežikal v soj svetlobe. Živjo, se je nasmehnil zaspano. Kdo si? Razočaranje je bilo preveliko in uboga Gerda je zajokala. Presenečeni princ je sedel v posteli in poklical princeso. Skupaj sta stopila k deklici, prižgala sveče, poiskala robčke ter jo prosila, naj ima vendar pove, kaj je narobe. Gerda jima je zaupala svojo žalostno zgodbo. O, božica, je rekla princesa in si obrisala solzo z očesa. Princ in princesa sta Gerdi obljubila, da ji bosta pomagala poiskati Kaja. Ko se je skozi okno razlila prva jutranja svetloba, je bila oblečena v topel krznen plašček in obuta v udobne nove škorence. Princ in princesa sta deklico peljala do vrat palače, ker so jo čakale nove sani. Izdelane so bile iz zlata in vanje je bila vprežena krasna siva kobila. Uzde so bile posute z lesketajočimi se rubini. V sani so služabniki Gerdi pripravili sladkarije in medenjake in nekaj dodatnih odej, da ji bo toplo. Gerda se je povzpela na sani in novima prijateljima pomahala v slovo. Hvala, princ in princesa, je zaklicala. Hvala vsem. Nasvidenje, sta se zadrli vrani in gledali za sanmi, dokler niso bile le še zlata pikica v daljavi. Gerdine sani so bile okretne in hitre. Kobila je z lahkoto premagovala zasneženo pot in deklico peljala v sredo temnega smrekovega gozda.
Pozlačene sani so se bleščale v snegu ter razsvetljevale poti in steze. Uboga Gerda ni opazila oči, ki so oprezale skozi drevesa in jo pohlepno opazovale, ko je drvela naprej. Naenkrat pa se je razlegel krik: "Naprej, v napad!" Iz teme je planila skupina roparjev in Gerdin konj se je v strahu pospel na zadnje noge. Preden se je sploh zavedala, kaj se dogaja, so roparji zgrabili kobilo in Gerdo potegnili sani. "To zlato je vredno celo premoženje," je zarečal eden od roparjev, ki si je postregel tudi s piškoti in sladkarijami. Drugi je pokazal na Gerdo. "Odpeljimo jo na svoj grad," je ukazal. "Koristna služkinja bo." Uboga Gerda je stala na poti in se tresla od strahu. Takrat pa je iz ozadja pred roparje stopila deklica njenih let. Bila je hči vodje roparjev. Imela je goste lase, zavozlane kot divja žival, a v ogleno črnih očeh je svetila prijazna iskrica. "Pustite jo," je zavpila roparjem. "Meni bo delala družbo." In deklica je Gerdo potegnila nazaj na zlate sani. Po razkriti poti sta se odpeljali proti gradu roparjev, odmaknjenem kraju, ki so ga varovali popadljivi buldogi. Nekje v daljavi so tulili volkovi in krakali krokarji. Ko so prišli na grajsko dvorišče, so roparji začeli nemudoma pripravljati ogenj. "Sem kaj," je šepnila roparska deklica in Gerdo odpeljala v drugi del gradu, stran od roparjev. "Se ne počutiš osamljena, ko si tukaj tako sama?" jo je vprašala Gerda, medtem ko je gledala zaledenele strešne tramove in gole kamnite stene. Roparska deklica se je zasmejala, nenadoma pa zagrulila. In skozi okno je prijadrala jata golobov. Prhutali so in pristopicali čisto do Gerde ter iz dlani roparske deklice zobali zrnje. "To so moji prijatelji," je ponosno rekla. "B, zdaj se lahko tudi ti pokažeš." Roparska deklica je dvignila zvitek vrvi in nežno potegnila zanjo. Prikazal se je star kosmat jelen ter nagnil rogovi v stran, da se je smrčkom podrgnil ob rob roparske deklice. "Moje živali vsako noč spijo pri meni," je povedala. Nova prijateljica je Gerdi postregla skodelico juhe in je dala odejo, da si je ogrnila ramena. In Gerda se je kmalu pomirila. Ko sta deklici sedeli v temi, je roparski deklici povedala o svojem izgubljenem prijatelju Kaju. Takrat pa so se golobi spustili k deklicama. "Tega fanta smo videli," je zagrulil temen ptič z lisastim perjem. "Odpeljala ga je snežna kraljica." Gerda je planila na nogi. "Kam sta šla?" je vprašala. "Bila je na poti na Laponsko," je odvrnil golob. "Ni tako obe?" Jelen je pokimal. Na Laponskem je bil že mnogokrat. Snežna kraljica je imela tam svojo poletno palačo. Oči roparske deklice so se od vznemirjenja zableščale. Bliskovito je odvezala jelena in uzde potisnila Gerdi v dlan. "Nasvidenje, B," je rekla. "Odpelji Gerdo na Laponsko. Če je kaj tam, ga bosta zagotovo našla." Gerda je bila ganjena nad prijaznostjo roparske deklice. Njena nova prijateljica jo je pritihotapila iz gradu, mimo psov in roparjev, spečih na dvorišču. Povzpela se je na jelenov greben in odgalopirala. "Vidiš tisto?" je zavpil B, medtem ko sta drvela naprej čez skale in snežne zamete. "To je severni sij. Tam se gre proti Laponski." Gerda se je sklonila naprej in se uklenila jelenovega kožuha. Nebo je zažarelo v turkiznih in vijoličastih odtenkih in dežela se je kopala v strašljivi svetlobi. Potovanje je bilo dolgo in mraz hud, ampak deklica se ni pritoževala. Vsako minuto je bila bližje Kaju. Z jelenom sta potovala, dokler niste prišla do koče, v kateri je gorela luč. Tam je živela modra starka. Odprla je vrata in popotnika povabila noter, da si odpočijeta. "Kaj ne želuje za Gerdo?" je tiho pojasnila jeleno. "V srcu ima drobec stekla, pa še enega v očesu.
dokler bosta v njem, ne bo hotel zapustiti palače Snežne kraljice. Lahko pomagate Gerdi premagati ta urok? Je vprašal jelen. Starka je odkimala. Gerda ne potrebuje pomoči. Njena ljubezen do Kaja je dovolj močna, je odvrnila modrijanka. Ko je bila Gerda pripravljena, da odide iz Starkine hiše, jo je B ponesel do roba velikega zaledenilega vrta. Na vrhu zasneženega hriba v daljavi je zagledala lesketajočo se palačo, izklesano iz samega ledu. To je kraljestvo Snežne kraljice, je povedal jelen. Naprej te ne morem peljati. Gerda je stekla proti palači. Bila je visoka in mogočna kot ledenik, njeni hodniki pa hladni in grozeči. A deklica je pogumno stopala naprej. Mislila lahko samo na veselje v pogledu na Kajev obraz. Sredi ledene palače pa je bilo zamrznjeno jezero. Snežna kraljica je sedela na svojem prestolu, oblečena v valovito obleko, posuto z nešteto ledenimi kristali. Kaj je klečal ob njenih nogah, še vedno vročen. Pohiti, je zaklicala Snežna kraljica in pokazala na tla. Poskusi sestaviti to sestavljanko. Kaj je molčal. Zbral je koščke na tleh in jih začel preurejati tako in drugače. Vse to je bil del krutega izziva Snežne kraljice. Sestavi besedo večnost, mu je naročila. Če ti to uspe, te izpustim. Nenadoma je Snežna kraljica odvihrala iz sobane. Prihajala je pomlad in čas je bil, da hladen zimski zrak dahne na drugo stran sveta. Kaj pa je ostal sam z ledeno sestavljanko. Takrat je mala Gerda našla pot do zamrznjenega jezera. Kaj? Stekla je k prijatelju in ga objela. Ob tem so se ji po licih zakotalile solze. Tople kapljice so pristale na Kajevih prstih in stopile led v njegovem srcu. Draga prijateljica, je dahnil fantič, kot da bi se vrnil z dolge poti. Zajokal je. Hlipal je tako silovito, da je led odplaknilo iz njegovega očesa. Otroka sta se nasmejala in jokala naprej od veselja. Od njune sreče so se koščki sestavljanke Snežne kraljice dvignili in zaplesali okoli njiju. Ko so se znova umirili, pa so se sestavili v besedo večnost. In Kaj je bil osvobojen. Kaj in Gerda sta z roko v roki odšla iz ledenega kraljestva Snežne kraljice. Na robu njenega ozemlja jo je čakal jelen B, da ju čez Laponsko ponese proti njunemu mestu, ki ga tako dolgo nista videla. Nosil jo je mnogo milj do tja, kjer so se kazali prvi novi poganjki in se je sneg topil. Najlepša hvala, sta nasmejana zaklicala Kaj in Gerda, ko sta se poslovila od jelena. Nasvidenje, B, sta mu pomahala. Z vsakim korakom je sonce sijalo topleje, trava je bila bolj zelena, cvetlice pa so sramežljivo dvigovale glave. Po travnikih so skakljali zajci in se igrali jagenjčki. Zdelo se je, da so vsi veselijo Gerdinega in Kajevega snidenja. Celo roparska deklica jo je prišla pozdraviti na sivi kobili. Kaj in Gerda sta nadaljevala pot. Vso pot sta klepetala in se spominjala srečnih dni, ki sta jih preživela skupaj. Oglasili so se cerkveni zvonovi in ptice so pele ob poti. Minilo je precej dni. Neko jutro je Kaj pokazal v daljavo. Poglej, je navdušeno zaklical. Tam je najino mesto. Že vidim zvonike in vrhove hiš. Gerda se je zasmejala in pokimala. Prijatelja sta stekla in srci sta jima radostno razbijali. Tam je najina šola, pa tržnica. In kaj? Je zašepetala Gerda. Tam je obok iz vrtnic, ki raste na naši strešni terasi. Gerda in Kaj sta pohitela čez hrib, mimo glavnega trga in po ozkih tlakovanih ulicah. Planila sta v Gerdino hišo in preskakovala po 2 stopnici naenkrat. Zdi se mi, kot da nikoli ne bi odšel od tod, je rekel Kaj. Babica, je zaklicala Gerda, končno sva se vrnila. Tam zunaj sem, se je veselo oglasila babica.
Gerda in Kaj sta stopila na strešni vrt. Tam sta pod obokom iz vrtnic v njenem najljubšem naslanjaču zagledala babico. Objela je njune dlani in se ogledovala zdaj enega, zdaj drugega. Vedela sem, da se bosta nekega dne vrnila k meni, je rekla. Posedimo malo tu. Pogrešala sem pripovedovanje zgodb. Gerda in Kaj sta sedla k babičinim nogam. Sončni žarki so plesali po strešnikih in v zraku je lebdel sladki vonj vrtnic. Babica se je naslonila nazaj. V njeni domišljiji je že nastajala čudovita nova pravljica. Med poslušanjem sta prijatelja pozabila na hladno in osamljeno srce snežne kraljice. Spomin nanjo je izpuhtel kot slabe sanje. Gerdi so se lesketale oči. Kaj se je nasmehnil. Njuni srci sta bili čisti in zvesti kot že od nekdaj. Lepo je biti znova doma, je šepnila Gerda. Kaj pa se je ozrl naokoli. Bilo mu je toplo, bil je na varnem in zadovoljen. In končno je prišlo poletje. Wow, čudovita pravljica, kaj ne? In tako kot v mnogih drugih pravljicah, je ljubezen ponovno premagala zlo. Ja. Hvala pisatelju Hansu Christianu Andersenu, ki nam je napisal tako čudovite pravljice. Kar nekaj izmed njegovih najbolj znanih pravljic lahko najdete tudi v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Ja, otroci, radi se imejte, negujte prijateljstvo in bodite tako vztrajni, kot je bila Gerda, četudi bo težko, ker na koncu se ves trud izplača. Kaj ne? Tako, uživajte, lepo se imejte, radi se imejte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni otroci, prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali deklico Lili, ki zelo uživa v zimskih radostih. Še posebej zaradi sanka, a ne sama. Nekega dne pa v snegu najde sijoč kamenček, za katerega je prepričana, da je nekaj posebnega. Pa je ta kamenček res čudežen. Najbolje, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Kamenček želja za Lili. Lili in očka se sankata. Lili sedi spredaj, očka za njo. In skupaj drvita po bregu navzdol. Juhu! Vriska Lili in v trebuščku jo prijetno ščketa. Malo od strahu, veliko bolj pa od veselja, ker drvita tako hitro. Še enkrat! Zakriči Lili, ko se sanke ustavijo. Očka jih vleče na vrh in deklica gazi za njim. In spet zdrvita po bregu navzdol. Juhu! Se veseli Lili. Me boš vlekel, oči? Vpraša, ko se ustavita. Kar naprej koračiti navzgor je namreč težko. Očka pa se smeje. Vlekel te bom, reče. In sicer domov. Večer je že. Presneto, se kuja Lili. Vedno, ko počnem kaj imenitnega, je tako hitro večer. Stoj, oči, zakliče Lili na poti domov. Kapo sem pozabila na hribu. Očka se obrne. Ni res, na glavi jo imaš. Lili se našobi. Le kako naj pripravi očka do tega, da bi se vsaj še enkrat odsankala z brega. Sleče si rokavičke in jih pobaše v žep. Stoj, oči, vzklikne. Rokavičke sem izgubila. Očka se obrne. Ni res, iz žepa ti kukajo. In koraka naprej. Ali mora očka res vse opaziti?
Lili vzdihne in se zagleda v sneg, ki škriplje pod sankami. Stoj, oči! Nekaj se svetlika v snegu. Očka se obrne in se končno ustavi. Prav zares, majhen lesketajoč kamenček je, se začudi. Lili ga previdno pobere. Kakšen čuden kamenček je to, bi rada izvedela. No, lep, odgovori očka. In kdo ve, morda celo lahko izpolnjuje želje. To bi bilo v redu. Želja ima Lili namreč veliko. Trdno stisne kamenček, zamiži in zašepeta. Želim si, da bi se z očkom še enkrat spustila po bregu. Ampak očka odkoraka naprej, kot da Lili ni rekla ničesar. Kot da se ni ničesar zaželela. Torej kamenček ne izpolnjuje želja. Pa ga vseeno vtakne v žep, ker je tako lep. Morda ji bo še kdaj prav prišel. Naslednji dan očka nima časa za sankanje. Delati mora. Pred hišo pa na Lili že čakajo Ema, Filip in Igor. Greš z nami? Jo vpraša Igor, ko odpre vrata. Ne morem, očka ni, pojasni Lili. Ali lahko greš z očkom na hrib? Se začudi Ema. Ne, se brani Lili. Seveda se gre lahko brez očka sankat, se je blizu, ampak ne upa si. Previdno potipa kamenček v žepu in zašepeta. Želim si, da bi se upala sama spustiti sami po bregu. Kaj si rekla? Vpraša prijateljica. Oh, nič, se izgovori Lili. No, a greš z nami? Priganja Filip. Lili okreva. Ne, še vedno si ne upa. Ema, Filip in Igor gredo brez nje. Ti ne znaš ničesar, samo lep si. Se Lili jezi na kamenček. Najraje bi ga zabrisala v sneg, pa ga vseeno spravi nazaj v žep. Morda pa le kaj zmore, kaj zelo skrivnostnega, česar ona še ne ve. Nekaj časa si potem preganja dolg čas s tacanjem in prekopicavanjem po snegu, nekaj časa vlači se nisem ter tja in v krogu in spet od začetka. Počasi pa postaja vse skupaj dolgočasno. Naredila bom snežaka, se odloči. Na kup zvali 3 snežene kepe, potem snežaku ovije svoj šal okrog vratu in mu na golo butico posadi kapo. Tole ti posodim, reče, da mi ne boš zmrznil. Rokavice bom pa obdržala. Snežak je tiho. Še vejico za usta, pa storž za nos in 2 kamenčka za oči. Kar čeden je tale snežak. Le nekam žalostno gleda. Lili se spomni svojega kamenčka, potegne ga iz žepa in ga zamenja za enega na snežakovi glavi. Zdaj imaš pa oko, ki se blešči, ponosno ugotovi deklica. Snežak pa ji z novim očesom pomežikne. Od začudenja pomežikne tudi Lili. Je prav videla? Si mi res pomežiknil? Vpraša. Jasno, odgovori snežak. Lili pa se zdrzne. Se znaš tudi govoriti? Jasno, ponovi snežak. Ker si mi podarila svoj lesketajoči se kamenček. Lili je navdušena. Njen kamenček torej le nekaj zna. Še dobro, da ga ni vrgla v stran. Zdaj snežak poskoči in se zavali po snegu. Uspe mu celo preval in Lili poka od smeha. Tedaj pa ji mimo ušes prileti snežna kepa. Zadeni me, zakliče snežak. Kepe frčijo po zraku kot v najhujši bitki. Snežak dobro cilja in deklici kmalu povzi mrzli sneg za vrat. Brr, res je leden. Le čakaj ti ledeni možic, maščevala se bom. Se smeje deklica in z vso silo trešči veliko kepo proti snežaku. Kepa švigne ob njegovi glavi in mimogrede odnese s seboj tudi njegovo lepo oko. In kot okomenel obstane snežak sredi zamaha. Je kaj narobe s tabo? Se ustraši Lili. Toda snežak se ne premakne in ji ne odgovori. Svojim edinim očesom negibno bolšči v zimsko pokrajino.
Joj, takoj moram poiskati svoj kamenček, si misli Lili, sicer bo Snežak zavedno tak. Takrat pa se s hribčka vrne Igor in bruhne v smeh. Kakšnega krivljastega Snežaka si pa postavila, se krohota. Raje mi pomagaj najti moj lesketajoči se kamenček, odvrne jezno Lili. Igor se skloni in pobere kamenček. Na, kar tega le vzemi, kamen je kamen, reče in odstopota naprej. Ampak vsak kamenček ne bo oživil Snežaka. Lili išče in končno se pod grmom zabliska pravi kamenček. Hvala, hropne Snežak, ko spet dobi svoje oko. Malo neprijetno je stati tule tako skrivenčen, reče Snežak in se pretegne. Kaj bova pa zdaj počela? Vlekla se bova na saneh, predlaga Lili. Ti začneš. Ja, raje bi se spustil tamle dol, meni Snežak in hrepeneče pogleduje proti klančku. Ne, tega pa ne, odvrne Lili. Vendar Snežak vztraja. Zakaj ne? Prav gotovo je zabavno. Ja je, ampak lahko bi spet izgubil oko, okleva Lili. Snežak malo potelovadi in ugotovi, da se ga oko trdno drži. Jaz se sama ne upam spustiti po bregu, nerada prizna Lili. Snežak se razjezi. Sama? Kako sama? Se bom jaz s teboj? Drži. Če gre tudi Snežak, ne bo več sama. Na gričku je zabava, da je kaj. Prostor! Zavpije Snežak, ko se odričata po bregu. Juhu! Vriska Lili in na trebuščku jo spet zaščegeta. Malce od strahu, ker gre tako hitro, veliko bolj pa od veselja. Še enkrat! Zakriči Lili, preden se ustavita. Skupaj odvlečeta sanine vzgor in se spet spustita dol. Še enkrat in še enkrat. Juhu! Se veseli Lili in maha otrokom. Hej, pa si se le upala, se greš tudi z menoj peljat? Jo navdušeno pozdravi Ema. Zakaj pa pravzaprav ne? Lili srečno prikima in se odpelje s prijateljico. In potem s Filipom, pa spet s Snežakom. Sploh je ni strah, nič več, saj se nikoli ne pelje sama. Temno je že, ko se Lili in Snežak vračata z grička domov. Deklica je tako utrujena, da komaj še hodi. In Snežak je tako prijazen možak, da jo privleče do vrat. Hvala, Snežak, zazeha Lili. Takrat pa se domov vrne tudi očka. Sankala sem se, brez tebe, se ponosno pohvali Lili. Sijajno, je navdušen očka. In celo Snežaka si naredila. Lili se obrne. Malo stran stoji Snežak, vzravnan in nepremičen. Glej, oko se mu svetlika, se začudi očka. To je tisti kamenček želja. Res lahko stori kaj prav posebnega, veš? Razloži Lili. Lahko morda celo izpolni želje? Zanima očka. Tako nekako, meni Lili in naskrivaj pomežikne Snežaku. In Snežak in naskrivaj pomežikne nazaj. Ja, kako čarobna pravljica, kaj ne? Najprej je toliko razočaran za Lili, to pa veliko veselja, ki ga je prinesel čudežen kamenček. Včasih je resnično potrebno le verjeti ter upati in lahko se zgodijo tudi čudeži. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Diamant v snegu, ki je prav tako polna čudežev. Uživajte in prijeten zimski pozdravček vsem. Čau, čau! Ja, kako čudovit kamenček. Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček.
V tokratni pravljici bomo spoznali prikupnega gospoda medveda, ki ga je ob hudem snežnem viharju pričelo zebsti. To je bila pa najbrž res huda zima. In medved se odpravi na podstrešje in našel. Če bi želeli izvedeti, kako se je ogrel medved, potem predlagam, da se udobno namestite in prisluhnete pravljici z naslovom Prevelik pulover. Sredi gozda lepi gaj zdaj sneži že 10. dan zapored. In nocoj bo božični večer. Na varnem v svojem brlogu, primerno okrašenem za ta čas, gospod medved gleda skozi okno. Zunaj je vse belo. In če ga njegov medvedji spomin ne vara, takega viharja doslej še ni videl. Gospod medved zadrgeta. V kaminu je pogorela vsa njegova zaloga lesa, mraz pa je postajal vse hujši. Povzpne se na podstrešje in odpre pleten zaboj, ki je včasih pripadal njegovi babici. No, reče, ko izvleče velik pulover, v temlem mi bo pa gotovo toplo. Gospod medved si brž nadene pulover. Ojej, reče, ko se zagleda v ogledalo. Sem je vendar prevelik. Prava reč, skrajšal ga bom. Gospod medved gre po šivalni pribor. Iz šatulje vzame škarje, sukanec in šivanke. Nato se udobno namesti v svoj fotelj. Cika, caka, klik, klak. Reže in reže svoj prevelik pulover, dokler mu ta ni ravno prav velik. Gospod medved nato pobere ostanke pletenja. Kaj, če bi tole podaril svoji sosedi, gospe Jazbečovki? Tudi iz majhnih stvari vedno dela čudeže. Gospa Jazbečovka je bila navdušena. Rešili ste mi življenje, gospod medved. V takem mrazu nogavice niso dovolj. Sešila si bom par toplih, mehkih gamaš. 100-krat hvala. Gospa Jazbečovka gre po šivalni pribor. Iz šatulje vzame škarje, sukanec in šivanke. Nato se udobno namesti v svoj fotelj iz ratana. Cika, caka, klik, klak. Razreže ostanke pletenja in iz njih izdela prijetne tople gamaše. Gospa Jazbečovka nato pobere, kar je ostalo. Kaj, če bi tole podarila svoji sosedi, gospe Ježovki? Tudi iz majhnih stvari vedno dela čudeže. Ja, hvala lepa, gospa Jazbečovka, reče gospa Ježovka. Za svoje otročičke bom spletla odeje. Po vaši zaslugi bomo zdaj spali na toplem. Gospa Ježovka gre po šivalni pribor. Iz šatulje vzame škarje, sukanec in šivanke. Nato se udobno namesti na svoj stolček. Cika, caka, klik, klak. Razreže ostanke pletenja in iz njih izdela prikupne odeje. Gospa Ježovka nato pobere, kar je ostalo. Ni prav veliko, ampak moji sosedi, gospe Miš, bo morda prišlo prav. Tudi iz majhnih stvari vedno dela čudeže. Seveda bom lahko naredila kaj iz tega, vzklikne gospa Miš. Pletenje je dovolj za lep šal in še rokavice. Najlepša hvala, gospa Ježovka. Gospa Miš gre po svoj šivalni pribor. Iz šatulje vzame škarje, sukanec in šivanke. Nato se udobno namesti na svoj taburet. Cika, caka, klik, klak. Razreže ostanke pletenja in iz njih izdela šal ter mehke rokavice. Tokrat ostane le nekaj volnenih nitk. Gospa Miš vzame smetišnico in omelce. Odpravi se proti košu za smeti
ko se nenadoma domisli. Kaj pa, če bi tole podarila svojemu sosedu, gospodu Čričku? Tudi iz majhnih stvari vedno dela čudeže. Kako prijazno, sklikne gospod Čriček. Prav to potrebujem. Najlepša hvala, gospa miš. Gospod Čriček s svojimi tankimi sprednjimi okončinami prepleta niti in izdela močno vrv. Nato jo pomoči v vosek. Juhu, pa imam s tem za svojo svečo. Otroci, brž, pridite se pogret. Otroci se udobno namestijo okoli sveče in ob plamenu grejejo svoja premražena telesa. Nenadoma pa zaslišijo čuden hrup. Sopra bolt, reče globok glas. Zmanjkalo mi je elektrike in nobena luč mi več ne gori. Da, počakajte me, reče gospod Čriček svojim otrokom. Takoj se vrnem. In gospod Čriček odpre loputo na podstrešju. Gospod Medved, stopite naprej. Pri nas je svetlo, pa tudi grejemo se lahko. Z veseljem, gospod Čriček, reče gospod Medved. Na božični večer me je bilo strah ostati v temi. Gospod Medved zleze na podstrešje in iztegne svoje velike šape proti majhnemu plamenu. Kako dober občutek, reče z velikim nasmehom. Če me moj čričji spomin ne vara, doslej še nisem videl takega viharja, sklikne gospod Čriček. Jaz tudi ne, odvrne gospod Medved. In upam, da ne bo trajalo predolgo. Zunaj še vedno piha veter in sneg se že oprijemlje tal. Gospod Čriček prižge svoj mali radio, ki najprej zahrešči, nato pa naznani. Prihaja dobra novica. Vihar se oddaljuje in kmalu bo nehalo snežiti. Ampak gospod Medved se požvižga na to. Na toplem je in s svojimi novimi prijatelji uživa v čarobnem božičnem vzdušju. Kako simpatična pravljica, kaj ne? Izjemna pravljica o prijateljstvu ter nesebični pomoči drugim. Otroci, ste slišali, kako je popotoval ostanek volne od živali do živali? In zanimivo, namreč na koncu se je gospod Medved ogrel ravno ob sveči, ki ne bi gorela brez njegovega preostanka volne. Super pravljica, kaj ne? Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa prisluhnite še mnogim zimskim pravljicam, ki bodo ogrele vaše srce. Uživajte, ter ne pozabite na svoje prijatelje, če bodo kdaj potrebovali vašo pomoč. Pozdravček prav vsem. Ja, samo da te je prenehalo zebsti, a ne? In da so se lahko vse živali ogrele. Ja, luštna pravljica.